Lep pozdrav, spoštovani in dragi gledalke in gledalci, in lepo pozdravljeni v naši družbi. Nadaljujemo s 23. kolom v prvi ligi Telekom Slovenije in kot vidite, vreme je sivo, tmurno, a takšno je in v takšnih razmerah bosta danes tekmo tudi odigrala Kranjski Triglav in Murskosoboška Mura. Originalno iz mariborske šole, čeprav res že dolgo ni branil za Maribor gol. Poglejte to, Kranjčani so znova zabili v prvi ligi in povedli že v 8. minuti. In spet je bil predložek visok, strel z glavo in Zalokar je kapituliral po nepolnih 8 minutah. Ali je bil to Milanović s svojim 3. golom v sezoni? Bil. Milan Milanović, torej zares imenitna pridobitev za Kranjčane, ta izkušeni srbski branilec. Zna biti zelo nevarna iz prekinitev, sploh če jih izvaja popularni Bobby, ki je tokrat nastreljal živi zid, pa še enkrat podal. Bobby Čanec. Čanec, dobra podaja in vratnica. Ali ob koncu dejansko pride do kontakta ali ne. Peški skok Milanovića zopet, toda tule je zdaj priložnost za Bobby Čanca, to je gol za izenačenje. Očitno ni prepovedanega položaja in Mura je v 26. minuti izenačila. Prvi gol, ki so ga Kranjčani prejeli v spomladanskem delu in nekako prihaja kot krona kontinuiranega pritiska na Arkova vrata. Tule pa ne vem, če je bil položaj dovoljen. Kranjčani so dejansko postavljali offside zanko, kot pravimo. Čeri Magič nazaj proti Mertlju. Mertel krasno je našel in zaposlil Udoviča. In to je najlepša priložnost drugega polčasa. Podobno priložnost iz prekinitve, kot jo je imela Mura že kar nekajkrat na današnji tekmi. Iz ene podobne so Gorenjci povedli v 8. minuti, kako bo tokrat. Zanimiva situacija, toda dobro se je znašel Zalokar, odlično odreagiral in zdaj na koncu tudi branil. Potegnemo črto po tekmo, vsekakor izredno težka tekma, zelo težki pogoji za obe ekipi. Lahko rečem, da na koncu smo zadovoljni s piko, nadaljujemo pozitiven niz v spomladanskem delu. Ekipa je vsekakor 90 minut pustila srce na igrišču in tekma bi se lahko odvila v eno ali v drugo smer, ampak na koncu vsekakor velika točka. Ja, ne moram reči temu tekma, ker je nažalost so bili pogoji nemogoči. Interes slovenskega nogometa za mene danes ni bil izražen. Definitivno pa hvala Bogu, da se ni nobenemu ni zgodilo glede na pogoje. Obema ekipama, vsem igralcem, ki so nastopili, ki so bili del tega dogodka, bi rad čestital, jim dal, se priklonil in v vsakem primeru si tega ne želimo več.